Dragi gledalci, drage gledalke, spoštovana publika, lepo pozdravljeni na literarnem večeru v okviru projekta Splet besed. Danes je moja gostja pesnica, pisateljica in okoljevarstvenica Špela Kaplja. Špela, lepo pozdravljena. Hvala za vabilo, hvala, da sem se lahko pridružila vašem večeru. Še posebej me veseli, da sem lahko tukaj v Murskem svetu, ker ravno ko sem se vozila proti sem razmišljala, da ne vem, če je katera pokrajina v Sloveniji, oziroma če so kateri prebivalci te pokrajine v Sloveniji tako močno povezani s svojo reko, kot tukajle prek morja. Tako se mi zdi, da je tako močna ta vez med ljudmi in reko tukaj, da je že bila včasih in da je še vedno. Tudi čisto iz tega, kako jo čuvate in kako se borite za to, da se ohrani še vedno prosto tekoča in v glavnem, zdaj sem stekla prehitro, ampak v glavnem mi je res v čast in veselje, da sem tukaj. Ja, Špela, lepo je slišati kaj takega o svoji pokrajini in to, kar praviš, je res. Dejansko je veliko iniciativ za ohranitev Mure take, kot je, ampak imamo pa tudi en zgodovinski spomin na zelo velike posege, ki so dejansko uničili cele vasi oziroma cele pač dele pokrajine, ker dejansko včasih je okoli teh mrtvic so bili celo taki otoki in so ljudje živeli na otokih in so se vozili s čolnom, preko česar mogoče niti večina Prekmurcev niti ne ve, tisti, ki niso doma neposredno ob Muri. Ne? Ampak je pa Mura dejansko pač pomemben faktor te pokrajine, kar se seveda tudi pozna na literaturi. No, Špela, ampak ne samo Mura, reke na splošno so pač ena izmed najpomembnejših pač ne samo simbolnih, ampak tudi realnih reči na naši zemlji in tudi ti se ukvarjaš z rekami, specifično z rekami, slovenskimi rekami. Danes predstavljava tvojo knjigo z naslovom Kako se ljubi reka. Zelo me veseli, no, da sem pač prišla v stik z njo, je sicer res obsežna, ampak je tekoča, tako kot reka. Zdaj odvisno pač, kako bereš, ne, kot Mura ali pa kot, ne vem, Soča. V glavnem, reke so pač tisto, kar te zanima in reke tudi vzameš v svojem delu kot pač eno metaforo za svojo lastno preobrazbo. Zdaj, meni je bilo najbolj zanimivo zdaj sam žanr. Se pravi, gre delno za leposlovno knjigo, delno gre za neko izpovedno oziroma deloma malo biografsko, deloma pa tudi za čisto informativno. V njej so tudi neki deli, ki nam čisto konkretno povedo informacije o posameznih rekah in tudi o rekah na splošno. Kako si recimo sploh zastavila ta koncept te knjige in kako se ti je recimo kot celota, ne vem, je to bilo čisto racionalno ali kako si sploh začela, kako je vse skupaj nastalo? Zelo dobro vprašanje. A veš kako, če se vrnem čisto malo nazaj, jaz se v bistvu ukvarjam z rekami oziroma jih poslušam pa raziskujem zdaj že več kot 10 let. In se spomnim takrat tistih davnih 10 let nazaj, ko sem sedela pri svoji Kamniški Bistrici in sem gledala tako proti toku dol in se prav spomnim, kako sem res z vsem srcem dala obljubo, da zdaj bom pa jaz tista, ki bom poslušala reke, ker me je tako zelo navdušila moja Kamniška Bistrica in bom zapisovala njihove zgodbe, njihove modrosti in jih bom prenesla v svet. No, potem je trajalo nekaj časa, to je bilo zdaj teh 10 let moje rasti, mojega dozorevanja, mojega raziskovanja. In vmes sem marsikaj razmišljala, kakšen bi bil pristop, da predstavim to, kar sem spoznala v njih ali pa raziskala. In dolg časa sem mislila, da bo to steklo nekako bolj v obliki, niti ne tako osebni, niti ne biografski, ampak bolj, kako čem temu reči, kot v obliki zgodbe, mitološke zgodbe, pravljice, recimo na tak način.
In sem poskušala v to smer, pa ni šlo več. Ker se mi je zdelo, da nekaj zmanjka. Ker se mi je čisto iz racionalnega vidika se mi je zdelo, da govorim o nečem novem in da bodo ljudje težko razumeli, če bom o tem nekaj novem, kot je recimo v smislu govoriti z reko, reka je živa, kako se ljubi reka. To so dokaj take stvari, ki so nove, rečva še enkrat. Ja, pač izvirne so nekaj čisto Ja. istega še ni, ne? Ja, a veš, in potem se mi je zdelo, da to mogoče ne bo šlo na način neke izmišljene zgodbe, ker se mi je pa zdelo pomembno in sem si res želela, da to ne izpade tako kot ena fantazija, ampak da je to zelo povezano z realnostjo. Ker pravzaprav en največji namen, moj res srčen namen pravzaprav tega dela, te knjige, je predstaviti reke kot živa bitja in povedati, kako zelo pomembne so, ne samo pred za pokrajino, ampak tudi za nas osebno. In spet ne mogoče samo na tej fizični ravni, ampak en korak dlje tudi na osebnostni ravni. Tako da iz tega ven sem se po parih poskusih pisanja, rečva pravljic pa fantazijskih zgodb, kar mal zaletela z glavo v steno, ne mislim tako dobesedno, ampak veš, ko se zaustaviš in kar rečeš, takole ne bo šlo. In potem sem imela pred sabo izziv, kaj zdaj narediti. Ali se razkriti sama sebe in povedati svojo zgodbo, ker se mi je zdelo, to bo pravzaprav povedali največ. Ker če hočem povedati o rekah, bo najbolj iskreno, če povem ljudem, kako so se dotaknile mene. Tako da zato sem izbrala to pot. Potem se mi je pa tudi vmes, pa zdaj pa pomemben, to pa je bila racionalna odločitev, da pa dam tudi konkretne podatke. Spet čisto iz tega, kar sem že prej rekla, da se mogoče te malo neznane sfere prpnejo na realna tla in da bojo ljudje vedeli, da je res. Ja. Tako na ta način. No. Ja, ne, ker je res struktura zelo zanimiva. Zdaj tudi meni osebno recimo je knjiga ljuba že zato, ker so pač v njej zbrane reke, oziroma ne vse, no mislim večina pač slovenskih rek, ki so pač nekako tudi v naši narodni zavesti. In se mi zdi fajn, no, da jo imam, da lahko noter vedno znova pogledam pač tudi malo realna dejstva o rekah, pa tudi nekako se mi zdi, da me knjiga povezuje z njime. Ja, tako da dejansko to, da si v njej razkrila svojo zgodbo, nekako tudi, ne vem, ena ta iskrenost oziroma razkriti se, čeprav je verjetno težko, je pa nekaj tudi, če ti daš ljudem svojo bolečino, se tudi oni odzovejo. Ne? Tako da se mi je recimo ta biografski del, se mi je zdel tudi pač čisto nič odveč. Hvala. Zdaj, Špela, ti si tudi že se ukvarjaš z pisanjem že odprej, zdaj nekako imamo tudi navado, da čisto na kratko preberemo biografijo avtorja za vse tiste, ki potem gledajo za nazaj, da jim ni treba googlati. Tako da bom te malo prebrala. Se pravi Špela Kaplja, pisateljica, pesnica, pripovedovalka zgodb za naravo in raziskovalka rek. Predvsem pa glasnica sveta narave. Rdeča nit njenih dosedaj izdanih knjig, Pejmo drugače, priročnik za prostovoljno delo in odgovorni turizem, Onja, Indijanček na obisku, Kako ozeleni srce, skrivnosti iz žabjega kraljestva, Gozdna knjiga, delavnica za otroke v gozdu, ter Kako se ljubi reka, je ljubezen do naravnega sveta. S pripovedovanjem zgodb osvetljuje in približuje naravo ljudem, od domačega centra Terra Anima, kjer živi in soustvarja, jih je ponesla vse do pripovedovalskega festivala na Škotskem in Ekofilm festivala v Londonu. Odraslim in otrokom približuje naravo tudi z vodenjem ustvarjalno-pravljičnih delavnic. Svoj unikatni pečat je dodala mednarodnemu projektu Here Where I Belong, v okviru katerega je na Malti vodila delavnice in soustvarjala knjigo zgodb. O uporabi zgodb za približevanje narave je predavala na mednarodni konferenci Gost, najlepša in najboljša učilnica, svoj pristop pa je na Tenerifih delila z mladimi prostovoljci, ki jih je učila, kako uporabljati moč zgodbe za osvetlitev pomena kitov in delfinov. Najraje pripoveduje in piše kar tam, od koder črpa svoj navdih za umetnost, to je v naravi ob njeni najljubši reki Kamniški Bistrici. Njene zgodbe zvenijo najbolj čarobno pod krošnjo stare bukve, kjer poslušalci lahko doživijo, da ob pripovedovanju zgodb postane živ ves svet naokoli.
Špela, zdaj te pa lepo prosim, če nam prebereš en odlomek iz svoje knjige, toliko, da malo tudi približava samo realno snov in seveda potem pa bova zajadrali v samo tematiko knjige. Z veseljem. Jaz sem si za danes izbrala tale del v knjigi, ki govori o vodi. Potencial vode je naslov. Brez oblike sem. Dotakni se me in me ustvari. Zapoj mi pesem zvezd, da bi moja duša na krilih zlate ptice priletela k meni. Poljubi me, da mi kri zabrbota v žilah in postanem živa. Res je, le kaplja sem. Kapljica brezmejnih možnosti bivanja in občuti. V kaj se bom prelila? Katero barvo mavrice ali temne noči duše bom zrcalila? Na koncu koncev je vse odvisno od odnosa do sveta, ki me obdaja, in moje odločitve, kaj bom postala. Kaplja vode, nepopisana kaplja čistega potenciala, ki podari življenje čemurkoli, česar se dotakne. Voda je osnovna snov, ki ustvarja življenje. Najbolj pogosta snov na Zemlji, kar 70% zemljine površine pokriva. Sestavni del našega telesa 70% naših teles napolnjuje. Voda, najbolj pogosta snov, osnovnega pomena za naše življenje, je bila v naši civilizaciji dolgo obravnavana kot nujno potrebna dobrina za preživetje. Temu seveda ne oporekam, je pa misterij vode veliko večji, prav tako, kot je večji misterij našega obstoja. Veliko večji od tega, ali bomo preživeli, ker na koncu tako ali tako ne bomo. Pravo vprašanje je, kako bomo z vsakim dnem, z vsakim novim občutjem še bolj polno živeli. Vodo smo jemali kot dobrino, nujno potrebno za preživetje. Zdaj prihaja v ospredje njen pravi potencial. Razumevanje misterija vode in sodelovanje z njo nam daje višjo zavest in nam pomaga dosegati svoj najvišji potencial. Tako povsod prisotna je, tako ključnega pomena, a kljub temu najmanj razumljena. Če se potopimo v njene misterije in predamo njeni preobrazujoči, zdravilni in ustvarjalni moči, nam ponudi zlati ključ do polno živetega življenja. Saj veste, kaj ne, da bi napisala do raja, pa me zdaj že skrbi, da bo to prevečkrat slišano. Voda je živa snov, najpogostejša in najmanj razumljena. Znanstvene raziskave so pokazale, da ima spomin in prenaša informacije v naš DNK. Prav tako so raziskave dokazale, da voda lahko umre, če z njo slabo ravnamo. Po drugi strani pa se z zvokom, pesmijo, molitvijo, namero ali celo zgolj pozornostjo spremeni njena molekularna struktura. Ta spoznanja o vodi so prinesla tudi nov pogled na naša telesa in na moč misli, s katerimi si ustvarjamo svojo resničnost. Matrica raja ali solza Boga. Odkot pravzaprav prihaja voda? Tako dobro poznana, pa vendar tako skrivnostna. Tako kot so nedoumljive njene globine, je nedoumljiv njen izvor. Zdaj me že poznate in veste, da to, česar se naučim in začenjam razumeti, inicirajo sanje. Preden sem se začela spraševati, odkot izvirajo reke, sem bila v sanjah povabljena na prav posebno potovanje. To je bilo precej na začetku mojega spoznavanja z rekami. V sanjah me je obiskalo vesoljsko plovilo. Majhno je bilo, veliko ne več kot za 2 človeka, po obliki podobno košari balona za letenje. Le da je bila zaprta, seveda, zgornji del je bil ves steklen. Ta mala leteča ampola me je odpeljala v vesolje. Spominjam se brezkončnega prostora in moje majhnosti, ki je lebdela v njegovi milosti. Potovala sem sama. Moje plovilo je imelo inteligenco in vse potrebno vedenje, kam me mora peljati. Iz pulzirajoče črnine me je peljalo v sredico lesketajočih se barv. Česa tako lepega nisem videla še nikoli. Vzklikala sem in opazovala modre, zelene, rožnate in oranžne barve,
ki so bile kot severni sij, skoncentriran v meglico okrog mene. Popolnoma presunjena sem vzkliknila. Tako se torej rojevajo reke? Žal mi je, da sem to rekla tako hitro, saj je moje plovilo razumelo, da sem se naučila lekcije in me peljalo nazaj domov. Lepo bi bilo še nekaj časa uživati v tej veličini. Reke se torej rojevajo v vesolju? Pred temi sanjami nisem razmišljala o možnosti, da bi voda izvirala iz vesolja. Moje dojemanje se že ni bilo sposobno odpreti tako široko. Navdihnjena od sanj pa sem kasneje začela raziskovati. Seveda tudi znanost nima gotovih odgovorov, obstaja pa nekaj teorij o tem, da voda k nam prihaja iz vesolja. Znanstveniki že dolgo razpravljajo o tem, ali je bila zemeljska voda tu, ko se je planet oblikoval, ali je prispela kasneje. Njihove raziskave so pokazale, da velik del vode izvira iz kamnin, iz katerih je zgrajena Zemlja. Sestavine, ki tvorijo vodo, so torej vezane na kamnine, ki so tvorile Zemljo. Vodo naj bi prinašali tudi kometi, v katerih je 80% vode. Najbolj pa me je navdušila teorija, ki pravi, da naj bi velike količine vode prišle neposredno iz sončne meglice nebule, ki sem jo videla v sanjah. Namen mojega pisanja ni v znanstvenem dokazovanju izvora vode, zato niti približno nimam dovolj znanja. Z možnostjo rojevanja vode iz vesolja želim razširiti pogled na naše dojemanje vode. Če dvignemo pogled visoko nad zvezde, s pozornostjo za hip postanemo v veliki črnini vseobsegajočih možnosti in si predstavljamo, da se voda, ki jo pijemo, rojeva iz vesolja, se pogled na njo spremeni. Če si predstavljamo, da jo velike boginje v oblekah nebesnih meglic točijo v bošanske karafe in jo izlivajo k nam, takrat se naš pogled na vodo spremeni. Kaj pa, če se spustimo globoko tja v sredico Zemlje, ki naj bila po besedah znanstvenikov velik ocean vode? Če si predstavljamo vodo, ki se že milijarde let pretaka v kosteh Zemlje in se obogatena z minerali dviga na površje, kjer poživljena z njihovo močjo ustvarja življenje. Takrat se naš pogled na vodo spremeni. Voda ni le naključen krogotok izhlapevanja in dežja, temveč božanski ljubezenski odnos med vesoljem in Zemljo, ki ustvarja tekočino, nas spominja na svoj izbor in nas spreminja v zavestne ustvarjalce življenja na Zemlji. Več kot tekočina, nujno potrebna za preživetje, je božanski nektar, ki nas spominja na božansko v nas in nam ga pomaga dosegati. Ogromno dela, ki je prineslo spoznanje o živosti vode, je bilo storjenega. Zdaj vemo, da ima voda spomin. Vemo, da jo lahko napolnimo z informacijami in da zdravi. Imamo kozarce in karafe s simboli, ampak še vedno čutim, da se vse konča pri vidiku uporabe. Saj veste, koliko jo moramo popiti na dan, da bomo preživeli in da bomo zdravi. Da je zdravilna, pravimo, in iščemo zdravilne izvire žive vode, ki bodo čudežno odplakili zdravstvene težave, ki smo si jih nakopali, slepi za bistvo, ki se skriva zadaj. Svojim potrošniškim načinom življenja smo se odrezali od narave. S tem mislim tudi na našo naravo znotraj. Ločeni hrepenimo po povezanosti in stiku z življenjem. Način življenja pa nam prinaša zdravstvene težave, ki jih želimo s pitjem vode pozdraviti. Nikar me ne obsodite prehitro. Ne pravim, da je pitje iz virske vode napačno. Pravim le, da je način življenja, ki ne podpira naše duše in prenaša bolezen telesa, težko zdraviti z izvirsko vodo. Treba je spremeniti jedro, se vrniti k izviru. Špela, hvala za branje. Ja, to, kar si brala, recimo ta odstavek, zdaj tudi ta znanstvene informacije, recimo človeku, pač ljudem, ki smo nekako rojeni v ta svet, ki je poznanstven, se pravi, kjer rabimo pač neko fizično dokazilo, fizikalno, da pač tak je, nam da misliti, ampak da pa seveda tudi misliti naš odnos do vode, se pravi,
eno iskanje lepote, etike, pač v odnosu do stvari, ki je za naše življenje najbolj bistvena, se pravi voda. Prekmurci pravimo voda, ker ne znamo povedati a, ne, ampak ja. Špela, kdaj si ti prvič zaznala zdaj to lepoto vode, lepoto rek in v bistvu tudi svoje poslanstvo, da se nekako s tem povežeš in tukaj nadaljuješ svojo pot. Zdaj, konec koncev imaš tudi v primku kapljo, ne? Ja. A veš, pa dolgo nisem razmišljala o tem. Mislim, vodo sem imela od zmeraj rada, bolj sem bila povezana z morjem. Z rekami kot mlada punca ne moram reči, da sem imela neko posebno povezavo. Potem se je pa to zgodilo, ja, kar tako se je zgodilo. To je bilo pravzaprav, jaz živim zelo blizu Kamniške Bistrice že od majhnega, že od skozi. Najprej v eni vasi, potem v drugi vasi, zdaj v tretji vasi, ampak vedno res zelo blizu nje. In v času, ko sem začela odkrivati umetnost pripovedovanja zgodb, me je moja učiteljica Ljuba Janče takrat, ona je bila v bistvu prva, ki mi je sploh predstavila to umetnost, me je poslala, odstopila, mogoče celo lahko rečem, je svoje mesto na simpoziju pripovedovanja zdravilnih zgodb na Danskem. Ker se je zdelo, da bi pa to bilo nekaj, kar bi pa utegnilo mene fejt zanimati. In jaz sem takrat zagrabila, ker me je res to zelo zanimalo, odletela na Dansko. In tam sem se prvič seznanila s pripovedovanjem zgodb, ne kot orodjem za animacijo pa za zabavo, ampak s tudi to zdravilno vrednostjo oziroma uporabnostjo zgodbe in na kakšne načine vse se jo lahko uporablja, da se pomaga ljudem. Oziroma konkretno na delavnici, na kateri sem bila jaz, smo se pa učili, kako pravzaprav uporabljati zgodbe, da pomagaš telesu, posameznim organom v telesu in kako se v bistvu lahko pozdravimo s pomočjo zgodb. Naj se je to tako zdelo res fenomenalno in se mi je takrat odprl cel svet in sem se vrnila domov res tako pejs navdihnjena, da jaz bi pa to pa zdaj počela. Ampak nisem pa pravzaprav čisto res vedela, kam pa zdaj obrniti to svoje zanimanje. Nisem še imela čist tistega svojega pravega. In tako prav čudežno je mene takrat začel vleči k reki. Jaz si res nisem mogla pomagati, jaz sem vsak dan, prva stvar, ki sem naredila, zjutraj sem se odpravila k reki in sem neskončno dolgo sedela tam. In tako se mi je zdelo, da nekaj začenja brbotati, da slišim nekaj, kar prej nisem slišala. Sej nisem čisto dobro zastopila, tudi takrat, če nisem nič slišala, ampak ena bolj živa prisotnost je bila. In pol nisem čisto dobro vedela, kaj ne zdaj z vsem tem počnem. In sem se odločila en dan in sem napisala mail, sporočilo organizatorki tega festivala na Danskem. Čisto iz tega ven, ker je že prej malo izrazila zanimanje, kako se zdaj pač odvija moje delo, kaj delam, kako mi gre. In jaz pač ne napišem nazaj sporočilo, da jaz se pa zdaj pogovarjam z reko. Mislim, da nisem se začela nobenih novih projektov in da vse, kar pač počnem, pa zdaj pa hodim k reki. In tako noro je bilo, ko sem dobila nazaj sporočilo zelo hitro, da to je pa nekaj najbolj pomembnega, kar v bistvu lahko počnem. In da so reke še kako žive in da nam imajo ogromno zapovedati in da ne le hodim in da ne jo poslušam. In to je bilo po moje malo tista spodbuda, ki sem jo potrebovala, da sem se še bolj pogosto vračala tja. In v tem času pravzaprav sem začela spoznavati reko. Pa se je pa začelo tako hitro vse odvijati, ker sem se odprla reki in ker sem rekla temu raziskovanju ja, je bilo, kot da bi se, ne vem, cel slab usul name, ker so se ostale reke začele v sanjah oglašati in potem sem začela seveda obiskovati ostale reke. Zraven sem začela prebirati. V glavnem, začela se je ta misterij rek in vod, se je začel odpirati in takrat sem pa pravzaprav potem tudi začela ugotavljati in spoznavati mogoče pomen tega mojega priimka. No. Takrat se mi je zdelo, da sem mogoče pa zdaj pa končno prišla na pot svojemu poslanstvu in sem tudi razumela svoj priimk kot en opomnik, ki ga nosim, da ko bo čas, se bom spomnila, zakaj sem prišla.
Vse to je res zelo zanimivo, ker jaz sem bila prepričana, da je to tvoj psevdonim. Ne. Mislim, ker je neverjetno naključje, ne? Tako kot, ne vem, zobozdravnik Vrtačnik, ne? Obstaja v Celju, v resnici tudi, ja. In ne vem, to mi je pač bilo, sem te res mislila vprašati, če je zdaj psevdonim ali je realno ime, ne? Ampak očitno, no, imena nosijo neko res poslanstvo od človeka, ne vem, mogoče imaš pa prednike, ki so, ne vem, živeli pri reki ali pa to se zdaj uglaša v tebi, ne? Možno, čist možno, ampak zanimivo je, da je dejansko moj prednik, moj dedek, je eden izmed prvih pravzaprav v Sloveniji, no, zvrtal vrtino in začel točiti izvirsko vodo v plastenke. Je bila zlata kaplja, se je reklo. Ja, no, te pa nimaš kaj razmišljati, ne. Ja, res, zanimivo. No, zdaj imaš pa tudi svojo zgodbo, tudi deloma po malo, pač ne celotno, ampak glih toliko, kolikor je potrebno za to, da pač si ustvarila eno protagonistko, ki je pač tudi potrebna za vsako zgodbo, za roman, se pravi, to ne pomeni, da si to ti, ampak da je to pač ena oseba, ki to knjigo pripoveduje. In ta pač protagonistka tudi to svojo osebno zgodbo deloma razkrije, je pa tukaj pač eden izmed močnih motivov je tudi ta motiv okopanja v reki, očiščevalnega, ozdraviteljskega okopanja v reki. Pa me zanima, ne vem, koliko študija recimo je bilo potrebnega za celo knjigo in pa še eno tako malo bolj, ne vem, banalno vprašanje, če si se res okopala v reki fizično ali gre pač bolj za simbolno oziroma metaforični pomen pač zgodbe za tvojo oziroma za protagonistkino osebno ozdravitev. Zelo dobro. Ja, najbolj iskreno povedano, v resnici pravzaprav je moja zgodba z reko tudi moja zgodba mojega ozdravljanja. V tistem delu, v tistem času, ko sem se jaz sprehajala k reki, ko sem jaz sedela ob reki, je bilo to eno obdobje, ko je moja mesečna kri presahnila kar za nekaj časa, mislim, da za več kot 2 leti, 3 celo. In pravzaprav srečevanja z rekami so najbolj z mojo Kamniško Bistrico v resnici, no, takrat, ampak so bila tista, ki so v bistvu premaknila, očistila očitno moje blokade notranje in vrnile moj mesečni tok nazaj, tako da sem v tistem času pol tudi dobila nazaj svojo menstruacijo. Ampak zanimivo, takrat na tistem začetnem delu se nisem še zares kopala v rekah. Sem sedela ob rekah, sem ogromno časa preživela ob njih, sem ležala na skalah. Sem dejansko v tem času, ko sem ležala na skalah, sem si res tudi predstavljala, kako reka teče skozi mene in sem jo tudi pravzaprav vedno znova zavestno tudi prosila, da naj teče čez mene in da ne odnese tisto, kar ima za iti. In v nekem takem, več pa temu mogoče meditativnem stanju, je po mojem potekalo to moje čiščenje, to moje zdravljenje. Kopati v rekah sem se tudi začela, ampak malo kasneje. Nisem se okopala v vseh 13 rekah. Se mi zdi pa to meni zelo, zelo, zelo ljub, pa zelo oseben pa intimen obred, pravzaprav se okopati v reki. Vem, da je to postalo tudi zelo popularno, veliko se govori o tem, kakšne zdravilne učinke ima kopanje v mrzlih vodah na telo in to vse dejansko res. In se pravi od tega, da vpliva na imunski sistem, da zdravi kronične bolezni. Ampak to so te fizični vidiki, ne? To so fizični vidiki, ja. Meni se zdi, če se pa potopiš v reko s tem zavedanjem, da je ta reka živo bitje s svojo zavestjo, s svojim značajem, je pa to pravzaprav priložnost, da tistem kopanjem z njo vzpostaviš stik, da se z njo spoprijateljiš, kakorkoli zdaj temu rečeva.
In meni osebno je to res pravzaprav najbolj intimen in najbolj dragocen ritual. No? In je tudi vedno znova, ko se kopam v reki, je vedno moje vprašanje, kaj lahko jaz dam tebi, in vedno znova je tudi moja priprošnja, da reke prosim oziroma jo počam, naj steče čez mene. Ja, ampak zdaj, ko to recimo govoriš, sem razmišljala o tem, da dejansko so reke tudi v zgodovini oziroma pri pač ljudeh, naših prednikih, bile poosebljene kot pač res bitja. Imele so ogromno povezave tudi z mitologijo, se pravi z mitološkimi bitji. Pomenile so lahko pač marsikaj, ne? Imele so tudi ogromno simbolnih pomenov in seveda so bile ljudem blizu, so jih poznali, so točno vedeli, ne? Ker so pač živeli z njimi. Ampak mi dejansko nimamo stika z njimi, ker hodimo k njim samo, ne vem, na nedeljski izlet. Ne? Ampak to ni isto, ne? Kot pa res mislim, vse so vasi, ki so odvisni tudi od reke in od njenih muh. Ne? In tisti verjetno to začutijo, kar si začutila ti, ker so dejansko v neposrednem stiku pač z to reko. Ne? Tako da se mi tudi z tega vidika zdi pomembno, da spet najdemo pač ta stik, kot si ga mogoče ti, in da to potem pomeni tudi malo eno bolj kolektivno ozdravitev. Ne? Kot se je verjetno to bil tudi tvoj namen, da pač tudi svojo izkušnjo pač preneseš na eno kolektivno zavest. Verjetno. No, mislim, pač predvidevam, ne, da pač želiš preko svoje izkušnje zdravljenja tudi pač nam, bralcem, malo približati tudi eno to. Ne. Ja, res je, to je prav res. Moja res najbolj iskrena želja je, da pravzaprav svojo izkušnjo delim res s tem namenom, da ljudi navdušen k temu, da gredo in da vzpostavijo stik s svojimi rekami. Ker se mi zdi dejansko, tako gledano, reka pravzaprav teče že na tisoče in tisoče let in v bistvu svojim tokom oblikuje svet, v katerem živimo, ustvarja minerale, ustvarja prst, ustvarja pokrajino v resnici, razoblikuje in jo ustvarja. In zakaj potem ne bi tudi razumeli tega, da pravzaprav ne ustvarja samo pokrajino, ampak tudi nas pravzaprav, ne? In tega mislim, da se ne zavedamo dovolj, da v resnici smo zelo ožigosani v najboljšem možnem smislu besede, no, pomenu besede, mislim, od svoje reke, ampak tega mogoče niti ne zavedamo, tega svojega pečata naše reke. Ja, zagotovo se ga ne, zagotovo. Mislim, ne poznam skoraj nikogar, ki bi se, razen tistih, ki res živijo neposredno ob reki. In tako, kot se recimo, jaz sem se lotila prav zaradi tega tudi reke opisati s karakteristikami, tako kot sem jih jaz poznala, pa verjamem, da ko se bodo ljudje povezovali z njimi, da bodo še poglobili ali pa še spremenili to. Hočem reči, da tako kot so karakteristično drugačne, Mura recimo jo predstavljam kot prerokovalko, moja Kamniška Bistrica je plesalka ljubezni, ker ima vsaka svojo karakteristiko. In se mi zdi, da na ta način tudi ustvarjajo pokrajine in ljudi z različnimi karakteristikami oziroma potenciali. Se pravi, a ne, da zdaj v eni reki bi se ljudje, živijo ljudje, ki so talentirani za pisanje pesmi, nekateri so, kaj čem reči, navdihnjeni k temu, da so močni varuhi in zaščitniki sveta. Hočem reči, a veš, različne kvalitete so tiste, ki so vtkane ne samo v prostor, ampak tudi v resnici v nas. In se mi zdi, da če spoznamo svojo reko, to pravzaprav mogoče spoznamo tudi en svoj res globok zapečaten dar, ki ga lahko s pomočjo reke potem začnemo udejanjati. No? Ja, saj imaš tudi, recimo, pač nekako v drugem delu imaš potem pisma rekam in potem imaš zraven tudi seveda značilnosti ljudi, ki živijo ob teh rekah. In to mi je tudi pač zanimivo, ker sem se tudi sama nekako našla notri. In tudi zaradi tvoje knjige nekako bolj, mislim, priznam, da sem tudi imela jaz sama nek predsodek, oziroma da so nas vedno povezovali tako močno z Muro,
pa sem si mislila, pa dobro, ta Mura, pa povsod je ta Mura, pa vsi pišemo o Muri, ne, ampak no, dejansko pač ni brez veze, ne, ni zdaj samo nek sentimentalni mit, ki ga mi pač znova in znova prežvekujemo, ampak dejansko, kot praviš, je, pač temu ne moremo pobegniti, ne. Ne, jaz mislim, da ne. In edino prav je, da nehamo bežati stran in se vrnemo nazaj, ker se mi zdi, da v bistvu, tem, ko se vrnemo k svoji reki, se res dejansko, se morda metaforično, ampak se vrnemo tudi nazaj k svojemu izviru, k svojemu viru. In je to ena taka priložnost, no, za osebnostno rast, za razvoj, za iskanje samega sebe. Ja, saj zato je ravno ta knjiga, se mi zdi tako dobro strukturirana, ker pač ni samo ena plast, ampak jih je več in mislim, da bi marsikdo tudi našel vse notri, ne. Vas zajema pa tudi celotno Slovenijo, tako da, kje sem pa jaz, ne. Se mi pa zdi še ena stvar, zdaj voda, reka kot eden temeljnih človeških simbolov, se pravi nekaj, kar tudi v naši psihi igra neko pač nezavedno funkcijo. Zdaj zanimivo pa mi je, da daješ tudi dosti poudarka samim besedam in izpostavljaš njihovo pravzaprav eno čisto morfemsko vlogo, se pravi, tak koren vod, pa rek, pa ključ, ne, ti koreni besed, to je ena pomenljivost jezika, ki se je ne zavedamo, ne, in pač tam, ko pišeš, kje vse je ta koren vod, ne, uvod, voditi, prevod, navodilo, in potem sem gledala dejansko, pa res, ne, v mnogih besedah je, ki sploh nimajo veze za to vodo, je dejansko kot to koren, ne. Kako sama recimo, ko si pisala kot umetnica, vidiš to pomenljivost jezika in povezanost z dejanskim svetom, z naravo, ne, ker očitno ni naključno vse to. Ne, mogoče spet lahko najprej se naslonim na to, kar si že ti prej tako dobro rekla, da so včasih ljudje imeli veliko bolj močen stik z naravo, so veliko mogoče bolj močno razumeli te sile narave in da je mogoče zaradi tega utkano v jezik, da so znali, a veš, ta pomen utkati v ime, da zakaj so poimenovali, so vedeli, zakaj pomenujejo, no. Tako da jaz mislim, da to izhaja še iz tega vedenja, no. Ampak dejansko se mi pa zdi, da ko začneš odkrivati pomen besed, da se ti marsikaj razkrije. Zdaj ne vem, najbolj v našem jeziku, v drugih jezikih nisem se lotila raziskovati, no. Ampak naš jezik je fantastično bogat s tem. V smislu, da ko greš besede odklepati, da v bistvu ti že razkrijajo pomen določene stvari. Ja, in verjetno, ko si pisala, si pač vedno več tega videla, ne. Odkrivalo se je, Mislim, mene še marsikatera presenetila, no. Uvod me je čisto na koncu presenetil, no. Tako mi je bilo, zdaj moram pa napisati uvod. Uvod spet. Uvod moram pisati. Tako da je. Ja, saj to se mi zdi pač ena ta presežnost jezika, ne, ker pač tudi knjiga, če hoče biti leposlovna, rabi tudi na eni bazični jezikovni ravni neko estetiko, neko, ne vem, raziskovanje, in ravno tukaj se mi zdi tvoja knjiga tudi recimo leposlovna oziroma pač močna, ker dejansko tudi se čisto refleksivno ozira na svoj lastni jezik, ne. In nekako nam tudi da misliti pač, kako je tudi jezik povezan z resničnostjo, ne, da niso prazni simbole, prazne forme, ampak dejansko pač nosijo nek pomen in pač očitno tudi neko čustvo v sebi, ne. Ja, in tudi veliko moč. Ja, tudi veliko moč seveda s tem, ja. Tako da, to mi je bilo tudi zelo pač zanimivo. Zdaj, malo bi se mogoče še dotaknila, pač protagonistka je ženska z pač vsemi svojimi vlogami. Zdaj pač te vloge nekako tudi ustrezajo značaju rek, ki so predstavljene, ne. Pa ne vem, mogoče, po moje bo zanimivo tistim, ki poslušajo, se pravi Idrijca čarovnica, Dragonja šamanka, Kamniška Bistrica plesalka, Sava krstiteljica, Soča svečenica, Mostnica čuvajka srca, Ljubljanica kraljica preobrazbe, Travar darovalka, Kolpa zdravilka, Mura prerokovalka, Krka varuhinja svete poroke, Savinja šivilja duhovne preobleke in Roščica varuhinja ognjišča. Mislim, zanimivo mi je, da pač dejansko razplastiš žensko oziroma njene vloge
in jih pač položiš v posamezne reke, jih neko alegorijo narediš. Pa no se mi zdi, da je pač ta mit te ženske, ki postane nazaj celovita, se pravi, ki dobi nazaj vse te vloge. Da nekako se mi zdi, da se vseeno krepi, ne? Mislim, ogromno je tudi knjig, ki pač izpostavljajo to eno žensko pač ne samo, ne vem, gospodinjo ali pa, ne vem, karieristko, mamo, ampak ima tudi še ene te druge, bolj mistične vloge, ki izhajajo pač iz pradavnine. Pa me zanima, ne vem, to si čisto namensko tako naredila oziroma si dosti tudi raziskovala, recimo to čisto žensko kot spol oziroma žensko kot bitje v zgodovini. A ti lahko sam na hitrico eno pravljico zdaj povem? Ja, vse s pravljico. A veš, ko sem le pripovedvalka in zdaj, ko sem te poslušala, ker si tako dobro peljala tole vprašanje, mi je toliko naprej prišla, se je kratka. Ja, seveda. Ne vem točno, iz kje izhaja, iz katerega kraja, vem, da jo propoveduje Martin Shaw in sem jo slišala od njega. Je pa čisto kratka zgodbica o tem, kako se je v enem plamenu mami očetu rodila hčerka, ki je bila samo pol. Res je imela samo pač levo stran, se bila levo roko, levo nogo, levo gležen. Pol. Vsi ostali v plemenu niso bili taki, so bili celi. In ona je celo svoje otroštvo hodila tam po tem plemenu, po taboru, se iskala, spraševala, zakaj sem jaz tako. In noben je ni znal pomagati in je odraščala. In bolje enega dne, ko je bila dovolj stara že, se je odločila, da zapusti svoje pleme in da gre v svet iskati odgovor, kaj je zdaj s to njeno drugo polovico. In seveda je bila pač zdaj že ženska, se je že iskala potem v službah, se je preskušala v odnosih, iskala odgovore na vprašanja, kje je za vraga zdaj, to drugo polovico, nič. In pol potuje po deželi in enega dne, vroč poleten dan je bil, hodi v reki in se ji zahoče malo vode, veš, osvežice je hotla, ne? In gled bližje k reki in v reki vidi žensko. Ampak ta, za razliko od nje, je bila pa samo desna. Res. In jo gleda in najprej jo popade tako. Poleg zanimanja malo bes, mislim, da pravijo v zgodbi tako. Veš, kako je zdaj to, ne? In se približata res dejansko ena drugi, se srečata na sredini reke in najprej z tega osnovnega zanimanja se med njima skreše in se stepeta. Prav zgodba tako. In v glavnem ta pretep se nekako razvija, nič se ne vidi, telesa se prepletajo, potopita se pod vodo, voda brbota, ne ve se, kaj se dogaja, ampak ko se vrne iz vode ven, se vrne ena. Aha, ok. Zdaj je Sem cela. upala, da bo tak. Zdaj je cela. In ta ženska se potem cela odpravi na pot, potuje po deželi. Enega dne pride do vasi, kjer pred vrati stojita moški in ženska v lepih modrih oblekah. Ona jo pozdravi, ona dva njo nazaj zelo veselo. In ona presenečena, kako pa vidva mene poznata, ne? In ona dva, kako se ne spomni, se to je bila tvoja vas, to je bila tvoje pleme, od tukaj si odšla, ker si šla iskat svoj izgubljeni del, rečemo temu tako. In od tistega dne naprej je ona zaživela spet nazaj v tem svojem plemenu in pravijo, da je vsak večer pripovedovala zgodbe. Otrokom, odraslim, to so bile zgodbe modrosti, ki jih je srečala na poti. In pravijo tudi tako, da ko je umrla, je sred vasi zraslo drevo, ki raste še vedno in po njem se še vedno zbirajo vsak večer otroci in odrasli in poslušajo zgodbe. Zdaj, včasih se mi zdi, da zgodbe povejo toliko več, kot bi človek hotel pojasniti. In jaz, ko sem to zgodbo čisto po naključju slišala, že potem, ko je bila moja knjiga napisana, je bilo tisto, ja, to je to. To je to, kako pravzaprav ženske, družbeno pogojene v resnici, a ne pač nekako umeščene v vloge, ki naj bi jih živele, a ne, in marsikatera sploh ne ve, da je še kaj drugega, marsikatera ve, da je, pa se ne upa tega dotakniti. Najdemo lahko ta divji, ta pozabljeni, ta potisnjeni stran del sebe v svoji reki. Ampak sem se pa zdaj malo dalila od vprašanja, a ne? Ne, sploh ne. V bistvu si mi odgovorila. Ja, okay. Se dejansko cel čas se vrtiva okrog. Mislim, se kot praviš,
zgodba pove vse. Ja, Zdaj tisto, kar midve govoriva teoretično, je itak samo pač približek oziroma poskus razlage, razumu, nekaj, kar itak razumeš že sam po sebi. Ne. Ampak pač žal na predstavitvi je tak, ne, da pač moraš malo tudi teoretizirati. nujno. Pač nekako tudi malo teoretično stati za svojim delom, ampak mislim, da tudi, ker si pripovedovalka zgodb, seveda sem od tebe tudi pričakovala, da boš, kaj takega zgodilo slej da ko boš prej. povedala tudi kakšno zgodbo, tako da mi je zelo všeč. Ne bom te več tega spraševala, ker razumem. Zdaj pa bom se sicer pa navezala na to pripovedovanje zgodb, oziroma kot si rekla, si bila tudi na simpoziju, se tudi s tem ukvarjaš, kako lahko zgodba zdravi. Zdaj, pač vsi vemo, da ima literatura oziroma zgodba, ne vem, tudi dramatika, kjer je tudi zgodba, ples, kjer je tudi zgodba, tudi ples je ogromno omenjen v knjigi kot en način zdravljanja telesa in duše. Se pravi, konec koncev vse umetnosti vsebujejo neko zgodbo. Zdaj sama zgodba, ne vem, oziroma včasih se sprašamo, kaj to sploh je in zakaj lahko ima dejansko tak tudi zdravilen potencial. Mislim, meni sploh ni jasno, kako lahko za zgodbo ozdraviš, ampak po drugi strani pa, ko si zdaj povedala to zgodbo, pa se mi zdi, da nekako se nas globje dotakne kot samo na prvi plasti. No, zdaj si že odgovorila Ja. na svoje vprašanje v bistvu. To jaz mislim, da je največja moč zgodbe, je v resnici to, da zaobide naš razumski del, ki je omejen. Omejen je od tega, kar smo bili naučeni, od tega, kar so bili naši predniki naučeni, nekako je pač omejen. Zgodba pa seže globje, seže pa, ne bom rekla v srce, ampak seže v naš čustveni svet in tam se lahko dotakne stvari, za katere mi niti sami ne vemo, da sploh tam so. Recimo, čisto, da bom malo bolj konkretna, no, v tej praksi, ki se ji reče spontano pripovedovanje zgodb, se velikokrat zgodi, da recimo nekdo, človek, pač pripoveduje zgodbo, za katero sprva sploh ne ve, da je njegova. Pač porodila se je iz njega in pol šele kasneje, ko jo gre pregledati, ko jo gre prebrati, ali pa mogoče s pomočjo koga drugega, ugotovi, da se pravzaprav gre to za njegovo zgodbo. Za neko notranjo zgodbo. Za neko notranjo Ja. zgodbo. In na ta način, ko si jo povemo, ko jo slišimo, se lahko začnemo zdraviti. To mislim, da je ta največja moč zgodbe. No? Pa v resnici je tudi to, da zgodba, da ni omejena. To je pa ta moč domišljije, po mojem, no? Si jaz tudi mislim. Ne? Da čistko, recimo, lahko ti eno težavo probaš rešiti z močjo svojega razuma, pa si spet omejen, si spet samo na tem, kar poznaš. Ne? Lahko pa si pomagaš potem s tem, da uporabiš domišljijo, da sestaviš zgodbo o tem, kako naj bi nekaj bilo. In tam se mi pa zdi, da stvari potem pa dobijo moč. Ja, se to nekako smo verjetno tudi sami že, če ne uzavestili, pa vsaj izkusili. Ne? Ja. In to se mi zdi zelo pač zanimivo, pa konec koncev tudi pomembno, ker mislim, že pri otrocih vidimo, kako ene zgodbe imajo, mislim celo mogoče te pravljice, ki so bolj, ki so res stare in imajo še tisto pravljično strukturo, ki pač ustreza nekako naši sestavi, psihični in jih to že vidimo, kako imajo velik učinek pač na njih. Ne? Ja, to je prav dejansko hrana za dušo, so zgodbe. Mislim, da jih prav dejansko, da jih hrani, no, in da jim postavlja tudi v bistvu pravzaprav en tak okvir, na katerem lahko potem gradijo. Da jim daje razumevanje o tem, kaj je v svetu prav, kaj ni prav, kaj je dobro. In to v bistvu vse skozi en tak čist totalno neprisilen način, pravzaprav še skozi zgodbo, no, in se jih dotakne veliko globi, kot pa karkoli drugega. No. Ja, malo sem tudi, ne vem, brala, zdaj, ko sem videla, s čim se ukvarjaš, pa se mi zdi res takšna perspektivna, no, mislim, tako nujno potrebna stvar za našo družbo, pa tudi za otroke. Ne. Zdaj, Špela, mogoče zdaj za drugi del, pa bomo malo se pač pomaknili v
prekmurski okoliš, tako da te prosim, če nam prebereš tisti odlomek o Muri, Z veseljem, ker z nas pač veseljem. najbrž zelo zanima. Zelo z veseljem. Sem odprla. Evo jo. Kako rečete vi Mura? Mura. To si tako rekla, tako kot ti. No, sicer, dobro, mi imamo več govoric, ne? Ja. Pač več različnih, dialekt je ful pester, tako da, ne vem, v Soboti pravimo zdaj že tudi Mura, ne? Ampak ja, mislim, tisto bolj, tisti, ko so v Muri, pa Mura, Mura. ali pa ne vem, če se kdo spomni, če kje še kako drugače rečejo. Mura, ne? Mura, ja. Okay. Mura, prerokovalka. Slišite to nostalgično pesem? Na strune duše zaigra. Ona jo poje, iz njenih globin se dviga in v nas budi hrepenenje. Počasih onkraj, po stiku s svojo dušo. Jo vidite čarno in strastno, v globine nepoznanega nas vabi in neizmerne potenciale v nas budi. Mura izvira v nizkih turah, v osrčju zlatih skal, iz katerih prinaša drobce zlatega prahu, ki so včasih pluli po njenem toku. Reka pestrosti življenja, kar 66 različnih vrst in 9 habitatov živijo v njej. Njen svet je svet obilja in svet neskončne rasti. V rast in k obilju obrača tudi nas, medtem ko nam ponuja svoje ogledalo, da v njem uzremo vse potenciale sebe. Temna reka. Njeno ime naj bi izhajalo iz besede mur, ki pomeni temen, črn. Temna reka razkošnega hrepenenja, ki nas kliče domov, v globine svoje duše. Potem pa sledi pismo in gre tako. Medtem ko ti pišem, zunaj dežuje. Svet počiva v otožni sivini, tiho je. Le kaplje se slišijo. Še globje vame prizemljujejo to globoko, hrepenečo tišino. Dež, pogled je zazrt v sivino. Hrepenenje, to gosto hrepenenje. To Mura, to me spominja nate. Ta gosti temačni svet, nabit z otožnostjo in koprnenjem, ta žametna tema, tako strastna in čarobna, da zaboli. Joj, rada te imam. Tako rada mislim nate, na tvojo ravnico, ki se s pesmijo tvoje pokrajine vije tja proti neskončnemu nebu. Od nekdaj me je privlačila prekmurska ravnica. Tista neskončna prostranost in neznano hrepenenje, ki ga vzbuja v tebi. In ti, čarna reka, ki tečeš skozi njo. Meni se zdi, da je čarna beseda z največjim magičnim nabojem. Čarna Mura. Mura naj bi izhajala iz besede mur. Ta naj bi bil slovanskega izvora in pomenila temen, črn. Mura torej pomeni temna reka. Temna, čarna reka. Spominjam se mojega prvega obiska pri tebi. Ob tvojem bregu sem se čudila na tvojo počasno močjo. Potem pa sem te prosila, da mi pokažeš, kdo si. Oglasila si se preko giba. Tega lahko prevedem preprosto kot vrtenje krogle v roki. Ko sem se poglobila v gib, mu je sledil uvid. Slika jasnovitke, ki v rokah vrti stekleno kroglo. Noro, zatem sem občudovala tvoje kamenje, gladko, nekateri od njih prosojni kot steklo, res kot krogla prerokovalke, jasnovitke. Čarna Mura, jasnovitka, ki drži prihodnost v svoji krogli. Čarna Mura, varuhinja potenciala naše dežele. Dvignila sem pogled in videla bele vrbe. Kot svečenice stojijo ob tebi. Tvoje porečje je njihov zadnji habitat. Bele vrbe nosijo sposobnost jasnovidnosti in prerokovanja. Ob njih so čarne žene včasih iskale inspiracijo ter odgovore za prihodnost. Kdo sem te vprašala, mogočno jasnovitko, željna, da izvem kaj o sebi.
Zavrtela si svojo kroglo in mi odgovorila z vprašanjem, kdo hočeš biti. In mi s tem odstrla potencial vsega, kar lahko sem. Neskončne pestrosti darov, ki jih imam. Kraljica raznolikosti si. Toliko različnih vrst in habitatov živi ob tebi in v tebi. Tvoj svet je svet obilja in neskončne rasti. Tisto noč po obisku pri tebi si me obiskala v sanjah. V sanjah me je po telefonu klicala prijateljica. Rekla je, da se je odločila, da gre na lepotno operacijo celotnega obraza. Zakaj? Sem obupano vzkliknila. Zato, je rekla, ker je toliko tega, kar bi lahko bila, pa nisi. Spomnim se, kako močno sem jokala v sanjah in jo prosila, naj ne naredi tega, a je bila odločena. Sanje so se nadaljevale v naslednji prizor. Znašla sem se v vrsti nun. Odpravljale so se na pot s pesmijo. Ena od njih se je nasmejano obrnila k meni in rekla, boš pela z nami? Jaz pa sem z resnim, zgroženim obrazom odgovorila, pa se vendar ne znam peti. Zatem se je v sanjah oglasil glas. Zaigrana resnost, je rekel, in potem sem se prebudila. Koliko obrazov imamo? S tem ne mislim zaigranih mask, ki jih nosimo, ampak obrazov kot možnosti vsega, kar lahko smo. Kaj vse bi lahko bila, pa se omejujem. Hvala ti, ljuba Mura. Sanje so me močno pretresle in me postavile pred ogledalo. Ti si še vedno bučala v meni in se vrtinčila v moje notranjosti. V meni se je začelo prebujati novo koprnenje, želja po odkrivanju vsega, kar lahko sem. Zaradi tebe sem začela luščiti tisto resno masko iz obraza. Zdaj vem, da sem se skrivala za njo. Želja je sila razvoja, hrepenenje je tisto, kar nas žene k temu, da spoznavamo in poskušamo nove stvari. Tako se učimo in rastemo. Česa sem se potem bala? Tega, da moje želje ne bodo uresničene? Sem jih zato rajši pokopala? Ali tega, da me bo strast, če se je dotaknem, obnorela? Da se bom z njo zavrtela v divji vrteč ekstatičen ples, ki me bo obnorel? In ko to pišem, mimo priplava spomin na dogodek, ki se je zgodil že leta, preden sem spoznala tebe. Ljuba prijateljica me je vprašala, koliko si sploh dovolim prepustiti, pasti noter. Odgovor je bil jasen. Moje uzde so kratke. Pa vseeno, življenje je nekaj dni po najinem pogovoru prineslo priložnost. Na koncert Vlada Kreslina sem šla. Rada imam njegovo glasbo, tisto nostalgično hrepenenje v njej, ki me zdaj, ko te poznam, tako spomni nate. Vlado je tvoj človek. Reka oblikuje okolje, je v vsaki celici vsega živega v pokrajini, skozi katero teče. Njen odtis nosimo ljudje, ki živimo ob njej. Zato spoznavati svojo reko in njen začaj pomeni spoznavati svoje globine in potenciale. Ali drugače, v ljudeh, ki živijo ob reki in so z njo povezani, lahko vidimo sledi njihove reke in jo tako spoznamo. Da me tok ne odnese predaleč, na koncert sem šla. Čarna zmes vprašanja, ki je še vedno odzvanjala v meni, in glasba je spodnesla tla pod nogami. Me dvignila stola, prebudila moj glas. V nekem trenutku sem čutila, da se mi rahlo vrti, da me odnaša v navdušeno zamaknjenost. Prestrašila sem se, seveda, ale za hip. Potem je zmagala radovednost, potem kaj je za ovinkom, tam v neznani črnini. Še več užitka, še več mene. Po tistem koncertu sem prišla domov prerojena, pa vendarle pa odmev na prejšnje razmišljanje. Je ta strah pred tem, da nas bo poželenje preplavilo, tisti, ki nas drži v oklepu? Poleg zlata, ki si ga nosila s svojim tokom, si nosila tudi arzin. Ta strupena substanca, ki je v pravi količini in pravih kombinacijah še z drugimi snovmi zdravilo, je v manjših količinah tudi poživilo. Lovci naj bi včasih, preden so se odpravljali na dolge lovske ture, lizali tvoje kamenje, da bi si pridobili moč. V tem primeru si želim, da bi bile usodne že manjše substance, priznam. Ti, Mura, ti prebujaš speče zmaja hrepenenja, ti oživljaš naše poželenje. Zaradi tebe zdaj vem, da ne bom izgorela v njih.
Veš, kmalu po tistem obisku pri tebi sem se vpisala v pevski zbor. Ne samo koliko sreče mi je to prineslo, kakšen skok v mojem razvoju je to povzročilo. Mogoče, a lahko samo še en odstavek. Mislim, Ja. Saj sem ti prikimala, tako da. A ne? Če se mi je zdelo, da ravno lahko tole bi zaokrožiš. bilo pa še super. Ja. Oplojevalka si me prešine. Naša dežela ima obliko kokoške in ti tečeš zgoraj pri glavi. Zakladnico idej in sanj zemlje čuvaš in nenehno oplojuješ svet z novimi idejami. Razširjaš poznano, odkrivaš vedno nove prostore, nove možnosti. Iz črnih globin se rojeva tvoje hrepenenje, ta nenehna želja porasti. Zadnja slovenska nižinska reka si, ki še nima hidroenergetskih pregrad. Kljub številnim posegom si ohranila del svoje podobe. To priča o tvoji neizmerni moči. Povej mi, od kje jo črpaš? Hvala, Špela. Zdaj, zanimivo mi je, da pač, kako si ti doživela to Muro, ne? Kako si jo videla. Mi je pa tudi zanimivo, da dejansko so pač ta nagovori rekam pisani kot neke vrste ljubezenska pisma. In tudi jezik je dokaj tak, ne vem, skoraj že erotičen. Pa me zanima, kako to potem povezuješ to, ne vem, erotiko, ali to mora pač biti zato, da je potem življenje verjetno tudi zaradi tega, ne? Oziroma, zakaj si se sploh odločila za tak način pisanja pisem, rekam, ne? Ne, tako mi je všeč, veš, tako dobro razumeš vse. In v bistvu, ko postaviš vprašanje, na koncu že postaviš, mislim, oziroma že odgovoriš potem skoraj. Ne, tako, všeč mi je res. Ne, sploh ne s tem, Ne, jaz pričakujem, da me dopolniš ali pa zavrneš, ne? Se pravi, nimaš prav, ne? Ne, ampak tako dobro razumeš, mislim, tako razumeš vse dobro. A veš kaj, v bistvu sem se jaz že pred leti, že kar v začetku mojega raziskovanja rek, zavedla tega, da bom reke dodobra spoznala šele takrat, ko si bom upala pogledati v njihova najgloblja svetišča, se pravi, ko si bom upala pogledati, kako se ljubijo. To me je prešinalo enkrat, ampak takrat sem se jaz tega po pravici povedano malo prestrašila. Se mi je tudi zdelo, da to je pa ne samo prestrašila, no, ampak tudi zdelo se mi je, da je to nekaj tako intimnega in svetega in da ne vem, če si pa jaz služim pravzaprav, oziroma to lahko, kar jaz gledam tja. Tako da sem takrat to malo odrinila, ampak je bilo vse čas prisotno v mojih raziskovanjih, oziroma vse čas sem čutila res ogromno čutnosti povezane z vsako reko posebej, vsako na svoj način. In potem pa v samem procesu pisanja knjige je bilo pa zelo lepo, ker sem res puščala toku, da teče čez mene in sem tudi velikrat po noči pol kaj sanjala. Tako dobesedno, kakšen namig, navodilo, karkoli. In enkrat, ko sem se že zaključovala koncu, sem imela zelo močne sanje, ki jih ne bom zdaj razlagala, ampak v njih je bilo jasno postavljeno vprašanje, a se spomniš, ko si se spraševala, kako se ljubi reka. Daj, poglej zdaj, kako se ljubi reka. In potem sem se jaz vrnila, sem si vzela malo časa in sem se posvetila vsaki reki posebej še enkrat. Zdaj pa odgovor, zakaj? Je pa to zato, sem hotela 2 stvari naenkrat povedati. V glavnem, tega sem se dotaknila zato, ker se mi je razkrilo, da v bistvu, ko ti spoznaš način, kako se ljubi reka, pravzaprav spoznaš ta njen energijski zapis. Ker reke so žile zemlje, reke so življenjska sila. In tudi jaz, ko sem raziskovala in potem naprej razmišljala, kaj pa je življenjska sila in pravzaprav erotika in seksualnost, to je ta primarna življenjska sila. In šele takrat, ko sem si jaz tudi pravzaprav upala, rečva še enkrat, pogledati v ta njihova svetišča, sem tudi pri sebi to pravzaprav doumela in spoznala, da reke dejansko so res ustvarjalke, vplojevalke, nosilke življenja in kot take pravzaprav seveda so tesno povezane z erotiko in mislim, erotiko res še enkrat kot prinašalko življenja, kot nosilko življenjske sile. Tako da pravzaprav to
zakaj sem se pa potem odločila, da vsako tudi predstavim na ta način, je bilo pa zato, da na način, kako se ljubijo, pravzaprav prikažem, na kakšen način ustvarjajo svet. Ker, a ne, se pravi, kako se ljubi, je način, kaj bi rekli, je način, kako ona čara, kako ona ustvarja svet. Tako da pravzaprav je to napisano in poudarjeno pol s tem namenom, da se jih predstavi in da se pokaže. Tako da ta proces zdravljenja je v bistvu preko reke, preko knjige je bil uspešen, se pravi nekako zadovoljiv. Pa me zanima, če recimo, da se tudi bralci odločimo za en tak način preobrazbe, očiščenja, zdravljenja, a so tu tudi kakšne pasti, na katere moraš biti pozoren, ali reka dejansko sama vodi cel proces, ali ta narava vodi, ali pa pač mogoče so kakšne pasti, kjer lahko utonemo, ne? Ne, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da dejansko v sodelovanju z naravo, v mojem primeru je bilo to z rekami, naj si bo to z drugimi biti narave, verjamem, da mogoče kdo pač najde, a ne, povezavo, stik pa s čim drugim v naravi, ampak kar hočem reči, da ni pasti. Mislim, da edine pasti, ki so tiste, ki jih imamo mi znotraj nas in ki se rojevajo iz nezaupanja in iz strahu. Da pa narava nam pa da vedno toliko, kolikor smo sposobni prenesti. In pravzaprav vse, kar potrebujemo, je res samo zaupanje in odprtost. Ker je neverjetno, kakšni čudeži se zgodijo, ko se odpremo in ko rečemo ja. Ker pol reka res dejansko dela sama. Mislim, mi ogromno delamo, seveda, a ne? Ker se odločamo s tem, da sledimo in da odkrivamo, da nadaljujemo pravzaprav. Ampak jaz mislim, da ključne dve stvari, ki sta, je pravzaprav to, da se odpremo in to, da neizmerno zaupamo. To je pa včasih težko, ne? To pa je včasih težko, ja. Tako da to je potem tisti največji korak, Ja. ki potem naprej Ja. pa je mogoče že tudi lažje, ne? Ja. Se pravi, to je verjetno tudi tista zgodba v tvoji knjigi, kjer dejansko pač ženska pač dobesedno znori. Nekako na eni meji pride, Ja. ko ne more več in potem pač pride v svoj plac zdravljenja, ne? Ja, saj pravzaprav si čisto lepo rekla, saj dejansko pride do točke, kjer pravzaprav je res na meji med življenjem in smrtjo in je pravzaprav se takrat zgodi tista njena preobrazba, vrnitev v življenje v resnici, ne. Umre pravzaprav res vse tisto staro, kar je prej bilo, pa ni več služilo. To tudi mislim, da je moč rek, no, da nam ponujajo to preobrazbo. Saj tudi v naravi reka ima to preobrazujočo moč, ker vidimo, kako pravzaprav preobraža pokrajine. In mislim, da to tudi je eden izmed, kot sem rekla, no, mislim, to, kar tudi nam pravzaprav ponuja, no, če se povežemo z njo. Špela, bi mogoče še kaj dodala, sva kaj izpustili, ali se ti zdi kaj še pomembno? Ne, nisva izpustili, tako lepo je tekel najin pogovor, tako se mi zdi, da smo se dotaknili vseh stvari, ki so res pomembne. In dodala ne bi, ampak bi pa samo mogoče res nagovorila, pa povabila. Ja, z veseljem. V stik z rekami, edino to, no. Mislim, povabila ljudi, da se spomnejo na svoje reke ali da se mogoče sprehodijo bolj pogosto k svojim rekam. Saj ni nič posebenega potrebno, mislim, jaz vem, da ko sem se jaz začela srečevati s svojo reko, jaz nisem vedela ničesar, niti nisem vedela, da reke sploh govorijo, ampak je bilo pa dovolj samo biti tam, mogoče pustiti za en kratek trenutek vse ostalo, v govorenju vsega ostalega sveta ob strani in sam biti prisoten ob reki, da so se začele že dogajati stvari in da so se zame že začele dogajati čudeži, no, tako da to bi pravzaprav bila moja želja, no, da povabim ljudi, da grejo in da se začnejo pogovarjati s svojim rekam. Ja, saj v bistvu gre tudi za ene vrste meditacije oziroma za dejansko za čas zase, ki ga nimamo več, ne. Špela, hvala ti, Hvala tebi. da si prišla, da sva se pogovarjali, da si nam predstavila pač knjigo in tudi sebe seveda. Pa no, upam, da bomo izpod tvojega peresa kmalu še tudi kaj brali. Ne vem, imaš kaj v načrtu?
Ja, zdaj plujem v malo mlajše vode, mislim, pripravljam nekaj, kar sploh še nisem na glas izrekla, tako da ne vem, če tudi zdaj bom. Ampak Imaš, v imam. glavnem, ja. V glavnem imam. Ja. Ja, super, potem pa mogoče se pa še kdaj vidiva na tem odru. Upam, bi me veselilo. Ja, ko boš imela kaj novega, seveda nas pridi še, ne. Z veseljem. Tako da, ja, Hvala. in vse dobro, seveda. Hvala. Zdaj, ne vem, zapluli smo do konca oddaje, odvodili smo vse skupaj. Tako da hvala, da ste naju poslušali. Jaz pa vas tudi vabim k reki in seveda zraven si nesite Špelino knjigo, da boste malo še brali ob reki. Seveda pa pač tudi razmišljate, berite in se imejte lepo. Nasvidenje.